Ja, v osrednji slovenski bolnišnici smo izredno veseli te pridobitve današnje, kajti na ta način bomo seveda bolj varno in pa lažje obravnavali paciente s sumom na koronavirus oziroma pozitivne paciente s koronavirusom. Tistega, kar je morda v zadnjih dneh pomembno novega v kliničnem centru, je to, da smo skladno z napovedmi začeli postopno odpirati termine za ambulante in v njih pregledovati tudi druge paciente, ki nujno potrebujejo nadaljnja zdravljenja oziroma ambulantne obravnave. Vendar naj na tem mestu seveda prosim vse paciente in njihove spremljevalce za razumevanje in potrpljenje ter spoštovanje navodil, ki jih dajemo, kajti skušamo vse te ambulante organizirati na čim bolj varen način. To pomeni, da pacienti praviloma prihajajo na svoj termin ambulantni ne več kot 15 minut pred terminom in tudi stavbo takoj po pregledu tudi zapustijo. Z tega vidika še enkrat prošnja vsem pacientom, ki prihajajo k nam. Drugo, kar je pomembno, je, da sedaj že lahko rečemo, da je v fazi epidemije se izkazalo, da ima klinični center prave ljudi na pravem mestu. Kajti klinični center je seveda s pomočjo državljanov in s pomočjo ostalih bolnišnic v Sloveniji ter zdravstvenih domov in tudi ostalega zdravstvenega osebja prišel do te faze, da danes govorimo o stabilni fazi epidemije in to brez strokovnjakov, ki jih imamo in, kot sem rekel, so na pravem mestu, ne bi zmogli. Ko govorimo o ambulantnih posegih, o posegih, ki jih je potrebno napraviti tudi za druge paciente, naj povemo, da smo v tem tednu sledili približno 200% več obiskov v urgentnih ambulantah, se pravi internistični prvi pomoči in pa kirurški prvi pomoči. Še vedno pa te številke zaostajajo približno 25% za tistimi številkami obiska pred epidemijo. V ambulantah na polikliniki smo na primer pregledali ta teden cirka 74% več pacientov kot v obdobju same najhujše epidemije in tako tudi na primer 100% več na pediatrični kliniki, 40% več na oftalmološki kliniki, tako da pod črto smo ta teden naredili cirka skoraj 4000 ambulantnih pregledov dnevno. V najhujših dneh, če lahko tako rečem, te epidemije pa smo pregledali dnevno 2400 pacientov. Tako da stopnjujemo svoje aktivnosti, delamo to na varen način za paciente in za zaposlene in to vas prosim vsi, da nam pomagate voditi in koordinirati tudi naprej, kajti tudi vi, sedma sila, ste tukaj pomemben faktor in tudi vam iskrena hvala v tem trenutku. Dober dan. Torej, jaz sem danes sicer tukaj bolj zaradi drugih stvari, me pa veseli seveda, da sem zraven tudi pri odpiranju tega manjšega objekta, teh prostorov. Seveda je to posledica težkih ali pa neugodnih razmer dela infekcijske klinike in je to neka zasilna rešitev, ki pa bo kljub vsemu seveda lahko prispevala k bolj kvalitetnemu, boljšemu delu, predvsem v tem trenutku pri obravnavi bolnikov s sumom na okužbo z novim koronavirusom. V nadaljevanju, kot je predstojnica povedala, tudi za nekatere druge bolnike. In žal smo v tem času lahko veseli in ponosni, da se to odpre. Upam, da bomo v čim bližji prihodnosti lahko ponosni, da tudi kaj več naredimo za infekcijsko kliniko. Tako da mogoče samo toliko za zdaj. Hvala lepa. Jaz bi imela vprašanje za ministra pa za dr. Vojka Zupanca, sicer po nekaterih oziroma po ocenah NIJZ-ja nekako potrjeno okuženih od več kot 350 pravzaprav aktivno okuženih ljudi. Kaj to pomeni za epidemijo? Lahko rečem, da se epidemija
Glejte, zdaj v tem trenutku seveda smo lahko na nek način zadovoljni z nadzorom epidemije. S tem, da nimamo celotne slike, zato se bo naredila tudi širša analiza v populaciji. Je pa dejstvo, da tudi pri ukrepih sproščanja teh obveznosti, ki so prisotne, smo izredno previdni. To je tudi navsezadnje vodilo držav Evropske unije. Se pravi, je nekaj pogojev, ki jih moramo izpolnjevati, da lahko pristopimo k ukrepom popuščanja in mislim, da smo se mi tega lotili v resnici na nek previden način. S tem, da poudarjamo vedno, da tudi kjer popuščamo ukrepe, je na prvem mestu še vedno upoštevanje teh osnovnih navodil uporabe mask, zaščitnih sredstev, skratka razkuževanje rok. In to bo pogoj tudi, da bo lahko nekdo, ki mu zdaj odpiramo možnost ponovnega dela, tudi z delom nadaljeval. Jaz upam, da se ne bo zgodilo, seveda, da bomo mogli stopiti korak nazaj, od tod tudi naša previdnost. Bomo pa imeli rezultate in bomo videli prvič, kaj bo študija pokazala in drugič tudi posledica popuščanja v teh ukrepih bo vidna nekje verjetno v 2 tednih ali pa še kakšen dan več. Tako da takrat se bomo pa tudi odločali, kako naprej. No, jaz bi govorila o, tako kot je rekel že direktor kliničnega centra, bolj o stabilni fazi. Kam nas bo to peljalo, je še težko napovedati. Apelirala bi na vse državljane, da se držijo navodil. Ta navodila imajo svoj smisel, zlasti navodila glede distance med ljudmi, navodila glede higiene rok in nošenja mask. Tako da to so stvari, ki kar v veliki meri pripomorejo k zmanjšanju novih primerov. Vsakič, ko smo imeli tako zvane skupke ljudi, ki so bili okuženi, smo našli precej takih rizičnih dejavnikov, kot je to, da jih je bilo veliko nakupov naenkrat. Tako da mislim, da je to še vedno treba upoštevati. Ne misliti, da če so kakšni ukrepi razrahljani, da je potem pa stanje tako, kot je bilo pred epidemijo in če si res želimo iti v normalno stanje, potem se držimo navodil. Kar se tiče števila aktivnih bolnikov ali neaktivnih, je težko pravzaprav tukaj kaj dosti komentirati. V glavnem smatramo za prebolelega tistega, ki pravzaprav ali je 2-krat negativen, vendar ker nimamo po vseh kontrolnih brisov, smatramo, da je nekdo do te mere zdrav, da gre lahko nazaj v svoje okolje, ko se simptomi umirijo in mine 14 dni. To je morda malo zelo konzervativno dolgo obdobje, ker če boste brali tuje smernice, boste videli, da nekateri smatrajo za ozdravljene ljudi že dosti prej, ampak hočemo biti na varni strani. Za zdravstvene delavce ta definicija ne velja, za zdravstvene delavce in za ljudi, ki so v tesnem stiku z drugimi in ki bi lahko predstavljali nadaljnji izvor okužbe, pa tudi pri nas velja zahteva, da morajo imeti 2 negativna brisa. Mislim, da je minister dejal, da so vsi zelo veseli za te nove prostore zaradi težkih razmer na infekcijski kliniki. A je to na račun odliva kadra, ki je odšel na matične svoje oddelke? V kakšnih razmerah delate, zakaj? Ne, to razmere so že kronične. Saj vi veste, da imamo mi vsako zimo probleme, da pri nas na hodnikih pacienti ležijo, zato ko imamo premajhen urgentni oddelek. Ampak po zimi imamo opravka z običajnimi boleznimi. Vse gripa je nalezljiva, vendar ne tako zelo nalezljiva kot ta nova bolezen, kjer pa dejansko moraš imeti bolnike v strogi izolaciji. Tega v naših prostorih urgence skoraj da ne moremo izpeljati. Kader ta hip je še ves prisoten in tle ta hip nimamo problema. Je pa res, da smo dobili veliko kadra na pomoč iz ostalih enot kliničnega centra. Japonskega zdravila še nismo predpisali, ker smo tudi zadnje dneve imeli izredno malo sprejemov, tako da še čakamo na primernega bolnika. Smo pa danes dobili dobro novico, da smo vključeni v raziskavo, kjer se uporablja zdravilo Remdesivir
tako da bodo naši najtežje bolni pacienti ponovno imeli dostop do tega zdravila. Tisti seveda, ki bodo pač izpolnjevali ustrezne medicinske pogoje. To gremo pa zdaj, protokoli so spisani. Čakamo še nekatere podatke iz Mikrobiološkega inštituta, kjer morajo zdaj določiti koncentracije protiteles. Ker pomembno je, da vemo, če je nekdo prebolel okužbo ali ima zadosti protiteles, da je njegova plazma sploh primerna za darovanje. Tako da računamo na te podatke konec naslednjega tedna in potem bi zelo verjetno že naslednji teden pričeli z zbiranjem plazme pri tistih prvih prebolevnikih. Moram reči, da so naši pacienti zelo zavedajo te možnosti in so že sami spraševali, če se bo ta opcija tudi v Sloveniji pojavila, tako da verjamem, da bomo imeli kandidate, ki bodo z veseljem darovali plazmo. Pravi, vse umirjanje epidemije kaže tudi v delu na infekcijski kliniki, opažam, da to že. Ja, zdaj bom rekla, zdaj smo v zelo podobni fazi, kot smo bili čisto na začetku, ko smo vsi čakali, kdaj bo prišel prvi bolnik. Ko da veš, kaj ti prinese prihodnost, smo majčkeno živčni, ker imamo premalo bolnikov. Ampak seveda, to se lahko zelo hitro spremeni. Razmere na kliniki so stabilne, ljudje so zelo pozitivni, radi delajo, skratka, tukaj pa moram pohvaliti vse do zadnjega. Tukaj vidim dva problema. En problem je vnos okužbe v kakšen dom starejših občanov, kjer okužbe še nima, in kako tam preprečiti nadaljnje širjenje oziroma kako sploh tisti prvi primer zaznati, ker vidimo zdaj po teh izkušnjah, ki jih imamo, da se v domovih okužba širi kar precej hitro. Drug problem, ki ga pa vidim, je pa občutek, da je zdaj pa vse okej in da se mi lahko obnašamo tako, kot smo se in da smo často hudo ven. In tukaj bi še enkrat rekla, dajte ljudje se držati navodil in nismo še na koncu epidemije. Kakšno je trenutno stanje v kliniki? Koliko ste jih eksplodirali oziroma je še kakšno, ki ga pripravljate? Danes imamo v intenzivni enoti 10 bolnikov, od teh je en ekstubiran, vendar še ni v taki koži, da bi lahko šel iz intenzive. Na poti k ekstubaciji pa mislim, da so tudi eni 3 že. Ampak skoraj vsak dan damo pa ponovno koga noter v intenzivo, tako da nismo še prav na upadanju. Smo ven iz tiste velike številke, ki smo imeli, ampak nekako zdaj stabilno držimo 10, 11, 12 pacientov pri nas. Ker študije že Kitajske oziroma Slovenije so, da je 50% uspešnost zdravljenja na intenzivnih enotah. Da sem pri nas ponosili. Moram reči, da smo kar zadovoljni z rezultati. Sploh zdaj, ko bolezen malo bolj poznamo, ko vidimo, kakšni zapleti so vse možni, seveda žal pa vseh ne moramo rešiti. To pa tudi ob najbolj intenzivni terapiji bodo vedno ljudje, ki bodo ali preveč bolni ali pa bodo tako odreagirali na okužbo, da jih pravzaprav medicina ne more rešiti. Mora včasih malo tudi organizem sam kaj narediti. Hvala. Gospod direktor, lahko še vas prosim za eno vprašanje? Nosi roke pretegam. Samo hobi vprašal, vi ste zdaj zaznali ta elektivni program, kakšne so predvidevanja, kdaj bi lahko te rezultati nadoknadili? Zaenkrat seveda ni moč govoriti, kdaj bomo lahko do konca nadoknadili zamujeno. Je pa pomembno, da pacienti vejo, da bodo na novo dobili datume. Namreč številni se obračajo na nas z tem, ko smo rekli, da bomo sprostili ambulante in imajo datume od prej, se pravi od časa pred epidemijo in ti termini niso relevantni. Dobili bodo nove termine in šele na nove termine se potem seveda
javijo. Vprašal ste me pa, dajte mi pomagati. Pa sem hotel še nekaj povedati. To sem še hotel povedati, kar se tiče zaostanka. Dejstvo je, da bomo poizkušali ta zaostank loviti ali pa korak, bom rekel, s časom tudi na način, da podaljšujemo obratovalne ure ambulant, se pravi, delali bomo tudi po 12 ur v ambulantah in tudi preko koncev tedna. Tako da imamo že planirane sobote na določenih klinikah in bomo naredili vse, da zagotovimo tisto, kar prebivalci potrebujejo. Gospodom ministrom mogoče predložili sektorno investicijo za novo infekcijsko kliniko oziroma tisti izide, po katerem je bilo enkrat govora za 38 milijonov. Spregovorila sva, projekta v detajle minister še ne pozna, tako da tudi zadnji popravki, ravno vezano na epidemijo, ki je prinesla nova spoznanja, se delajo tedni, tako da bo, bom rekel, noveliran dokument v naslednjih dneh predstavljen na ministrstvu. Hvala.